Super, hvala vam za vaš čas, ki ste si ga vzeli. Sem nekako začutil, da imate kar zaseden urnik, ne? Ja, zadnje čase še posebej. Zdaj se kombinira. Prej sem v bistvu imel en tak lep ritem preko Zoomov, Teamsov in tako naprej. Zdaj se pa na to podlago so se že začela živa srečanja. Ne? Tako da grem sestanke sicer na srečo, večinoma imam še preko teh digitalnih medijev, ne? Ampak marsikatera stranka tudi komaj čakala, da me vidi v živo, da pridemo okrog in tako naprej. Tako da sem ta luksus, ki sem ga imel prej, da sem recimo pridobil tudi do 3 ure na dan zaradi vožnje. Sem s Kopra, ne, in stranke so po Sloveniji, ne, in se vozim uro in pol v eno smer. V Prekmurje. tudi v Prekmurje, ne, in je v bistvu se pokazalo, da sem zdaj v tem letu ogromno kakovostnega časa pridobil na račun tega, da se mi ni bilo treba voziti. In zdaj se ravno v tem mesecu od sredine aprila naprej so se zdaj ljudje zbudili v tem smislu, ok, zdaj pa pridi, zdaj bi te pa radi videli in tako naprej, tako da sem spet malo več na poti. Kako pa so ljudje v teh časih? Če bi zelo po domače rekel, vse sorte, ne. Se srečujem z ljudmi, ki so se relativno dobro prilagodili, ves čas nasmeškom na ustnicah, od ene akcije do druge, znotraj okvirov, ki so bili možni in tako naprej. Potem je ena velika skupina ljudi, ki zanikajo, ne, ki jih vidim iz pogovora, vidim iz stika z njimi in tako naprej, da so drugačni, da so mogoče v nekem smislu imajo ponotranjene neke stiske in tako naprej, ne, pa jih zanikajo, ne, ker je to, ko češ malo politično korektno, da uporabim ta izraz, ne, ko češ biti v redu, biti fit, smo zmogli, bomo in tako naprej. In potem je ena skupina ljudi, ki pa dejansko tudi odkrito izraža stisko, razočaranje na temi časi, negotovost in tako naprej. Ne. Tako da in v različnih okoljih različno, različne starosti, različnih profilov in tako naprej. Ja, bolj sem mislil tako napram času pred krizo, pa zdaj, če ste kakšne spremembe. Sej, to je zanimivo, ne? Ker ni pravila. Jaz ne opažam enega takega resnega pravila. Mogoče, če govorim zdaj zelo tako svojega konca psihološko, ne? Tako, večina ljudi, ki so bili že prej funkcionalni, ne? To pomeni, da so imeli razvita vedenja, s katerimi so v različnih okoliščinah učinkovito zadovoljevali svoje potrebe, dosegali cilje in tako naprej. Tisti ljudje so seveda ob spremenjenih okoliščinah take vrste. Mi ne smemo pozabiti, da se okoliščine ves čas spreminjajo. Svet se spreminja in seveda mi smo ves čas pred eno tako stalno, kontinuirano nalogo, da svoje vedenje prilagajamo različnim okoliščinam. Ne? In ljudje, ki so bili že prej tega sposobni, so se pač na sicer to malo večjo spremembo okoliščin, pa bolj dramatično spremembo, ravno tako prilagodili in bili funkcionalni. Pridobili novo kondicijo, nove veščine, nove kompetence, lahko rečemo in tako naprej. Tisti, ki že prej niso bili funkcionalni, ne, je nekatera v bistvu ta sprememba, ta zaprtje družbe, kot če tako lahko rečemo, ne, udarilo kot z veslom po hrbtu. Ne, in so v bistvu izgubili sapo in se niso vedeli, kako in kaj obrniti. Ne. To je, če gledamo klasično. Potem se je pa zgodilo nekaj zelo, zelo zanimivega, da nekateri ljudje, ki pa, kot sem prej rekel, ki so bili funkcionalni, jim je pa v bistvu ta epidemija, kot da bi jim spodmaknila tla, ne, so padli v eno luknjo. Ne, in v bistvu tem je bilo zelo, zelo težko. Zakaj? Zaradi tega, ker to so tisti ljudje, ki so običajno ob tem zelo glasni. Ne? Večina njih obtoži nove okoliščine za svojo nesrečo. Ne? Zgubil sem delo zaradi tega in onega, zakon je razpadel zaradi tega, ker nismo več mogli tega in drugega. Ne? Tako da iščejo vzroke izven sebe. Ne? In seveda to je recept za katastrofo. Ne, zato, da ostaneš sam s sabo v svoji bolečini in seveda, dokler se okoliščine ne spremenijo, niti ne opaziš, da imaš ogromno alternativnih možnosti na razpolago. Ne rečem lahkih, ne rečem preprostih, ampak so. Ne, dokler dihaš, dokler se lahko premikaš, ne, imaš možnosti. In spet, še da ne pozabim, tiste skupine iz prej nefunkcionalnih, je pa zanimivo, da kriza kot taka, ne, iz določenih ljudi, ki so imeli v bolj udobnih okoliščinah velike težave s funkcioniranjem, ne,
dobijo neko energijo, neko moč, nek zagon, kot da bi v bistvu ta zunanja kriza v njih zbudila nek preživetveni nagon, ki ga v nekih udobnih okoliščinah čisto preprosto niso imeli, se ni pokazal, se ni razvil. In tudi te lepe zgodbe sem videl. Enega recepta ali pa enega odgovora niti približno ni. Ja, se pravi, pri vsaki kategoriji, če sem prav razumel, se je samo malo premešalo. V enih primerih je šlo na bolje, na enih je slabše, ampak vsi smo nekaj odkrili o sebi pa v svetu. Zelo dobro, strinjam. Ja. Kaj pa, če rečeva tako nasplošno, glede na to, da delujete na tem področju že nekaj časa, bi me tako res zanimali vaši nauki, ki ste se jih naučili v vseh teh letih. Pa predvsem mogoče lahko začneva tukaj z načinom življenja, ki ga imamo naša civilizacija, recimo, sprav moderni način življenja. Ker dosti časa sem razmišljal, recimo tehnološko in materialno smo mi, pa lahko greva zdaj 100 000 let nazaj, smo napredovali enormno. Ne vem, kakšen večkratnik bi to bil. Ampak zagotovo bi se po moje oba strinjala, da v nekem tem zadovoljstvu ali pa v sreči pa ni bil ta večkratnik. Se pravi, ta stvar zelo neelastična. Se pravi, več, ko imamo materialnega, bolj, ko smo razviti kot civilizacija, nekako to naše zadovoljstvo pa sreča ne dohaja temu. A bi vi rekli, da se strinjate s tem, kar sem rekel, ali pa gre celo v obratno smer? Lahko vas vprašam nazaj, zakaj mislite, da bi se za povečevanjem materialne blaginje karkoli spreminjalo na čustvenem področju? Bolj iz vidika... čustvo, zanimivo. Bolj iz tega vidika blaginje, pa če se mi odločimo kot civilizacija, delamo nek projekt. In ta projekt je, da ima čim več ljudi čim višjo blaginjo. Drži. In zdaj delamo en projekt, ki se mu reče kapitalizem, ali pa zdaj trenutno je ta igra. Opozarjate samo en detaljček, materialno blaginjo. Če se mi natančno izražamo, potem v bistvu zahodna civilizacija izrazito poudarja pomen materialne blaginje. Je res? V bistvu mi damo nekomu, pride v službo in mu damo telefon službeni in on vidi, material. V materialnem smislu je zagotovo iz prejšnje službe, ker ni imel telefona, je napredoval. Telefon stane par 100 evrov, mesečna naročnina je mogoče par 10 evrov, in on je dejansko res v materialnem smislu v dosti večji blaginji, kot je bil. Izmerljivo je. To je izmerljivo. Po drugi strani seveda ga zdaj lahko kdorkoli z tega delovnega mesta kliče, kadarkoli se mu zeli, in se mu čudno zdi, da se mu ne oglasi. To pomeni, on je bil srečen tisti trenutek, ko je vzel ta telefon v roko ali pa nov prenosnik in tako naprej. To je nekaj neverjetnega, kako sem jaz napredoval. Po drugi strani ne opazi, da je prej po 4 uri šel na kolo, šel v gost, bil z otroki in tako naprej, užival eno življenje, bil srečen. In seveda v bistvu v materialnem smislu je nekaj pridobil, nekaj pa zgubil. Mi mislimo, da je ta telefon zastonj. Da ga je delodajalec nam dal in da smo mi, ne bom rekel, prinesli naokrog zdaj sistem, ker smo pa zdaj šli v boljšo službo z večjo odgovornostjo, z več denarja, z boljšim telefonom, z boljšim avtom. Hkrati se od nas pričakuje večja razpoložljivost v času. In tisti trenutek, ko imaš ti v svoji formuli življenja tudi družino, tudi otroke, sebe, svoje zdravje, svojo rekreacijo, seveda nekje je treba ta čas, ki ga zdaj več namenjaš za službene obveznosti, vzeti. In kje ga vzameš? Je tam, kjer polni tvojo dušo ena druga sreča, eno drugo zadovoljstvo, ena druga radost. In seveda na dolgi rok ta cena se prej slej pokaže. Tako da vi zelo dobro pravite, imamo dramatično boljšo infrastrukturo za življenje, kot je bilo že 10-50 let nazaj. Oni imamo čase, da bi uživali to infrastrukturo. Koliko ljudi ima čudovite jadrnice, ima te hiše, ne vem kakšne vikende in tako naprej. In potem v bistvu so 2 tedna na tisti jadrnici. Mislim,
Oni so srečni, ko so vsi kupili to jadrnico. Ne? In potem je treba vsak mesec razmišljati, kaj je zdaj bil veter dol, je bil jugo, čakaj jugo, kaj moramo iti pogledati je dol. In zopet en kakovosten čas rabiš za urejanje te stvari. Seveda ti ta stvar lahko je hobi, lahko ti je celo v izrazito veselje, da hodiš gledati to barko celo leto, tja če je še cela in tako naprej. Ma takrat nisi spet svojo ženo, nisi svojimi otroki. To uravnoteženosti ni več. Ne? Ko mi damo tak pomen materialnim stvarem v naših življenjih, seveda z lahkoto zanemarimo, bomo rekel, zdaj se eno besedo, kar vse ostalo. Svoje duhovno, čustveno, nematerialno plat. A pa bi rekel, da recimo tukaj imam nek podatek, ne, da je depresija, recimo, če greva na ekstrem tega spektra nezadovoljstva, prideva do recimo depresije, je glavni vzrok na svetu za bolezni in invalidnost. 300 milijonov ljudi je diagnosticiranih s tem, ne? A mislite, da je to zaradi tega, ker boljše merimo te stvari, pa več ljudi, da v bistvu ni spremembe dejansko v počutju ljudi, samo bolj zaznamo to bolezensko stanje, ali se dejansko to bolezensko stanje zvišuje? Gre za to, kaj hočemo ne niti slišati, ne? Kaj smo vprašali. Ne? Zdaj tako, ljudje so bili skozi celo zgodovino nesrečni, ne? Ampak vprašanje, koliko pozornosti smo tej nesreči polagali. Imajo zelo prav z enega zornega kota tisti ljudje, ki pravijo, da je temeljna stvar, da dihaš, ne? Da si živ. Ne? In seveda, če mi rečemo, da je v enem, v enem delčku našega sveta, ker divjajo vojne, ne, v enem mestu, kjer padajo bombe in tako naprej, ne, v bistvu si srečen, že če ni padla bomba na tvojo hišo, ne, in ne razmišljaš o tem, kako si oblečen, ali imaš toplo, ali bo klima delala, ko bo toplo in tako naprej. Ne. Je tvoja prioriteta razmislek o življenju. Ne. Če govorimo o našem zahodnem svetu, ne, o zahodnem svetu, kjer imamo dovolj časa, se je sprostilo, ne, dovolj časa za razmislek o tem, kako si, kako se počutiš. Ne, to pomeni, mi ne ostanemo več zjutraj z vprašanjem, ali bomo imeli danes za jesti. Mi vedno, ko izrečem kakšen tak stavek, se spomne pol na tiste ljudi, ki še vedno imajo v zahodnem svetu te težave. Govorimo zdaj o povprečju, govorimo generalno in tako naprej. Ne? In me boli srce, da živim v državi, kjer ljudje v bistvu, tudi ne bom rekel otroci, ne bo star 50, 20 ali pa 10 let, ne? Da v bistvu ni sistemsko poskrbljeno za ljudi, ki imajo tako hude potrebe, da ne vejo, če bojo danes jedli. No, ampak, če grem nazaj na svojo misel, ne, to pomeni, mi ne ostanemo zjutraj, a bomo preživeli ta dan, fizično. Ne? Mi ostanemo in kako bomo preživeli ta dan, se vprašamo. Ne? Ali bomo, ampak kako bomo. In seveda, ko se vprašamo, kako kakovostno bomo preživeli ta dan, ste seveda en odgovor na to, ni koliko kalorij bomo sprejeli in koliko kubikov bo imel ta avto in kakšen faktor zaščite ima izolacija naše hiše. Ampak se vprašamo, ali se bomo udobno počutili v teh razmerah. Torej se veliko več ukvarjamo z svojim čustvenim stanjem, ampak ne, kaj bi mi naredili, da bi bilo to čustveno stanje boljše, ampak zelo s to posledico. In hkrati zmotno mislimo, ne, če bomo imeli večjo hišo, več ladij, več vikendov, da bomo bolj srečni, bolj zadovoljni, ker jih bomo lahko uporabljali. Ampak se ne zavedamo, da jih ne moremo. Enkrat mi je en prijatelj rekel, ki je imel v enem takem obdobju življenja, ne, malo težjem, v materialnem smislu, ne, rekel, nimam kaj delati, hodim dol se sprehajati v marino, ne, in gledam, ne, koliko časa imam jaz, ne, ki bi lahko uporabljal te barke, ne, in koliko malo časa imajo tisti ljudje, ki imajo te barke in ne morejo sem priti, ne, če bi mi to malo zamenjali. Ne. Ja, in potem imaš še nekoga sponzorja, ki skrbi zate, da ti si lahko na barkah in tako naprej. Ne. Tako da to je ta sprevržena logika, ne, ko se ne zavedamo ravnotežja, ne, in ravno ta balans v življenjih, ne, je ključen za to, kako se mi počutimo. Mogoče še en podatek, je še bolj dramatičen, kot ste ga vi povedali. Ne. Tudi Nacionalni inštitut za javno zdravje v Sloveniji, literatura, tako naprej, govori o podatku, da približno 1/3 vseh odraslih ljudi, to pomeni od 18 let naprej, bo tekom svojega življenja imela obdobje, ki bo trajalo več kot 2 leti, z simptomi depresije. Torej v tem trenutku mogoče ta podatek, ne vem, od kje je prišel, ampak lahko drži. Ne? Svetovna zdravstvena. Ja, ampak tisto, kar je bolj dramatično, je to, ne, da vsak tretji od nas, ne,
bo eno obdobje v življenju, ki bo trajalo vsaj 2 leti ali več, trpel simptome depresije. In to je problem zahodnega sveta in to dejansko je ena najbolj zahtevnih bolezenskih stanj in tako naprej, ki se večinoma in žal, sicer nekdo bi rekel uspešno, ker zmanjšuje simptome depresivnosti, zdravi z zdravili, Ampak to je posledica neurejenega življenja. Tvoje življenje še vedno stane neurejeno. Odnosi, zaradi katerih si ti v depresiji, ko vzameš tableto, niso nič boljši. Samo hudoti ni več tako. Ja, to, kar ste rekli, za 1/3 ljudi bojo imeli epizodo depresije. Ne? Meni se zdi to seveda katastrofalno, ampak en korak nazaj, kaj pa cel spekter tega nezadovoljstva? In težko je dati na tehtnico, a imamo 1/3 ljudi, ki bo eno obdobje v življenju imeli simptome depresije, ali pa imamo mogoče celo 60-80% ljudi, ki so generalno imajo občutek nezadovoljstva v svojem življenju. Ne? In jaz se sprašujem, kaj mi sploh, kakšen je ta pol naš projekt civilizacije, ki ne zna zadovoljevati, ali pa recimo bom tako rekel, da ne dam odgovornost na družbo, sili človeka v to, da pade v tako stanje nezadovoljstva, kljub vsej blagini, ki smo jo ustvarili, pa so naši predniki umirali za nas, pa da imamo to svobodo in podobno. Ne? In tako, malo kot razmislek, to me dostkrat take misli napadajo. No? Lete, slabih 100 let nazaj je en gospod Edward Bernays, ki ga večina ljudi ne pozna njegovega strica, Sigmunda Freuda. Edward Bernays je bil sin od Freudove sestre Anne Freud. In je seveda rekel en zanimiv stavek, je rekel, ljudem je potrebno prodati tisto, kar si želijo, ne tisto, kar potrebujejo. On je v nekem smislu oče potrošništva. Ustanovitelj PR-ja oziroma marketinga. Bravo, tako. No, in v bistvu za tem famoznim stavkom v bistvu se je začelo potrošništvo v takem smislu, kot ga imamo danes. Torej, zato, da pa potrošništvo deluje, morate imeti relativno nesrečnega človeka. To ni nobena teorija zarote, to je pač posledica razmišljanja PR-a. Torej, če mi, ki so zelo hitro so ugotovili, da če ti kažeš značilnosti nekega predmeta, ki ga hočeš prodati, da je dober, da je kakovosten in tako naprej, da to prav kakšnega hudega efekta nima na prodajo. Če pa ti razložiš ljudem, da bojo bolj srečni, bolj zadovoljni, če bojo imeli nek predmet, ki ga bojo kupiti od avta do obleke, česarkoli naprej, ali pa da bojo bolj samozavestni, če bojo kadili, to je za pri Edwardu bilo tista famozna Marlboro reklama od tistega, ki jaha v sončni zahod in tako naprej. To je vse prišlo iz tistega konca, iz njegove skupine ali pa celo direktno od njega. Ko so te stvari ugotovili, so ugotovili, da v bistvu idealen potrošnik je zmirno žalosten, zmirno jezen, zmirno razočaran, ne preveč, ker če ti preveč depresiji ležiš doma in nisi potrošnik. Moraš biti produktiven tudi. Tako, torej ravno prav. In to je ta način razmišljanja, ki se je izrazito potenciral na socialnih omrežjih danes, kjer v bistvu z tehnikami, ki ne stanejo nič, ti sebe, svojo podobo tako izpiliš, da nima nobene več zveze z realnostjo. In se hraniš z neko namišljeno podobo in všečki, ki pridejo na tvojo namišljeno podobo. In tisto, kar je zanimivo, celo denar ustvarja ta krog. Ampak tukaj človek ostane izpraznjen. To je še slabše kot sladkorna pena pa kokice za lakoto. Tam moraš vsaj reči polna usta, prazna ritma, tu ni ne polnih ust, prazna duša in tako naprej. In seveda te posledice potem, ko človek zdrsne v to okolje, kakšen naj bi bil, in kaj od začetka, seveda kakšne hlače bi moral kot najstnik imeti, da bi bil sprejet v družbo, kakšne superge in tako naprej, pol kakšna lica, kakšne senčila za ličnice, da bi izstople ven in tako naprej, in kakšne kreme za oči, seveda do potem te transformacije, čisto svojega telesa v neko idealno podobo, podobno neki zvezdniku, zvezdnici, influencerju in tako naprej, do potem tistega ekstrema, kjer si premožni ljudje začnejo, v bistvu jih moti ena guba, ki jo imajo in si vbrizgajo botok, zato ker pač ne vem. Mislim,
včasih mi celo to, da sem psiholog, ne pomaga čisto dobro, da bi globino take odločitve razumel. Jaz razumem površinskost, izgleda, če vedno mlad, imam 50 let, bi rad izgledal 30. Jaz razumem to potrebo. Ta potreba izvira iz nesprejemanja sebe, iz nesposobnosti sprijazniti se s sabo. Ne zdaj s staranjem, z gubasto kožo in tako naprej, s sabo, takim kot sem. In to življenje v enem namišljenem svetu, v eni pravljici. Mišljeno je bilo tako, da otroci, ko smo majhni, živimo v pravljicah, premagujemo kot vitezi, zmaje, osvobajamo princeske in tako naprej. Potem po puberteti greš v svet in začneš ta svet resnično živeti. In ta tehnologija nam omogoča, da še vedno živimo v tej pravljici, da v resnici nismo stari, da v resnici bomo zmagali tega viteza, v resnici smo lepi, v resnici smo mi ta princeska in mi ta princ, ker živimo še naprej. Mislim, vse je lepo, če bi jaz kot nek pesnik, zdaj ali pa pisatelj rekel, da je lepo živeti v pravljici, da mi dva svojo ženo živijo pravljico svojega življenja. Odvisno, kakšna je pravljica. Tako, in bi to literarno izrazil neko svojo notranjost. Problem je, če ti misliš, da res to živiš. Mislim, da spiš v tem. A veš, da si v pravljici ali nisi? Če jaz vem, da sem na dopustu, ko mi strežijo in tako naprej, je to super. Če mislim, da to zdaj moje življenje, ali pa da moje življenje mora tako biti, pa imam eno resno težavo. Ja, ker ste rekli, da ne veste, zakaj bi nekdo to delal. Jaz sem veliko o tem razmišljal, pa recimo poznate te eksperimente s podganami, pa kokainom, pa hrano. Se pravi, podgani damo kokain ali pa hrano na izbiro in po 15 dneh je mrtva, ker se v bistvu predozira s kokainom in zavrača hrano. In tukaj imamo mogoče za preživetje rabim hrano, tukaj na drugi strani imam pa užitek. Dopamin. Recimo, in vse te stvari, ki ste jih zdaj orisali, v bistvu bazirajo na užitku in na dopaminu, se pravi naša družba, tisti kratkotrajni občutek užitka, ko dobim tisti fiks. Sreča je pa zelo bolj subtilna stvar, jaz mislim, zelo bolj dolgoročno je treba na njej delati. In jaz mislim, da tako, ko damo podgani 2 stvari na izbiro, imamo tudi mi ponovadi 2 stvari na izbiro, in izberemo tisto lažjo pot. In mogoče, ker je to vse na voljo zaradi blaginje, cenejši je ta kokain, dostopen je vsem, imamo pa pač take probleme v družbi. Ja, zelo kompleksna iztočnica je ta, mi grejo misli v najrazličnejše smeri. Zdaj tako kot sem prej rekel, vi ste dolgotrajna sreča, ste omenil to besedno zvezo. Jaz bi rekel dolgotrajna radost. Radost. Sreča je zopet izrazito precenjeno in potrošniško dizajnirano čustvo. Seveda sreča obstaja, ampak sreča je takrat, ko se ti rodi otrok, potem ga je treba previti, potem je treba zrihtati za njega, da ima kaj za oblečke in tako naprej. To pomeni, da se začnejo zdravim tudi skrbi in tako naprej. Jaz sem zelo srečen, da imam otroka, ne skačem do stropa. Sem pa skakal v trenutek, če me razumete. Torej sem zdaj radosten, da imam družino. Ko sem diplomiral, sem bil tudi srečen. 15 minut, pa smo šli s prijatelji na pijačo, pa sem že rekel, kaj imam zvečer, kaj imam jutri. Razumete, to ni, da sem diplomiral, sem pa srečen. Imam otroka, pa sem srečen. Sem kupil avto, pa sem srečen. Ne. Imam radost v življenju. Torej, srečen človek je nefunkcionalen človek. Ne za 15 minut, ko se rodil en od naših otrok, jaz nisem bil funkcionalen. Ne možeš dati nekaj za delati, neke odgovornosti takrat in tako naprej. Ali pa tisti dan. Torej, sreča, jaz bi odmaknil kot nekaj, kar se ti zgodi, srečaš prijatelja po 10 letih, ga objameš 3 sekunde, si srečen. Povem, kje si, kaj je, kako je s tabo, veš, imam težave, povej. Torej, postane druga prioriteta, torej sreča kratkotrajno, intenzivno čustvo, pika. Tisto, po čemer hrepenimo, je radost, eno zadovoljstvo. Da imamo mir, jaz nisem srečen, ker je mir, sem zelo zadovoljen. Aha, to sem hodil vprašati, kako zdaj ste zelo lepo razlike med srečo pa radostjo. Jaz verjetno sem govoril o radosti, samo sem uporabljal besedo sreče, ampak se popolnoma strinjam. Ker smo že manipulirani, če boš kupil avto, boš srečen, če boš prav perilo za tem praškom, boš srečen, mislim, otroci bojo zdravi, ti boš hodil, tvoje življenje bo bomo oprali perilo in mir, mislim. Kako pa vidite vi to razliko med radostjo pa mirom, ker v mojem konstruktu miselnem je vedno zadnja leta mir na najvišjem v hierarhiji med temi stanji človeškimi in najnižjem, ker če ga jaz dam na najvišji pedestal,
to ni mir, ker želim tja. In se v bistvu zaciklam. Ne? Mir je pa v bistvu neko stanje, ki je popolnoma odcepljeno od moje trenutnega čustvenega stanja in materialnega stanja. Ne? In v bistvu je nek pogled na sebe in na življenje. Ste že nakazali težavo, v kateri se nahaja povprečen človek, ne? Kaj je najbolj pomembno ali pa kaj je prioriteta? Ne, v bistvu to je, jaz temu rečem tako zelo, zelo površno, rečem tak ameriški način življenja. Katere so 3 ključne stvari, ki jih bo počel v življenju? To in pol nehaš dihati. Čakaj, vmes je treba tudi dihati, ne? Pa jesti, pa piti. V bistvu to prioritiziranje je dobro mogoče za kakšne nivoje menedžmenta in kakšno razmišljanje o triaži, ko pride zdravnik na mesto nesreče in potem je treba narediti ABC triažo, kdo rabi najprej pomoč in tako naprej. Ne? A potem je pa treba živeti. Ne? In tisti trenutek, ko mi rečemo, mir je izjemno pomemben, ne? In v bistvu jaz, ko ne čutim miru v sebi, ne? Takrat pogledam, kaj je tisto, kar povzroča nemir in grem noter v ta nemir, da ga začutim, da ga poskušam doživeti, razumeti, potem najprej seveda sprejeti ta nemir kot del in seveda potem načrtujem aktivnosti, ki bojo ta mir povečale. To ste zdaj opisali zdrav način. Zdrav način odnosa do tega nemira. Ne? In potem, ko se vzpostavi mir, seveda gre iz fokusa, ne? Gre iz fokusa ta potreba. Ne? Ampak v bistvu jaz, kakor sebe poznam, ne? Če delam iz enega miru, ne? V bistvu sem čisto drug človek. Ne? Če pa bi jaz imel, jaz moram biti miren, zdaj čak, jaz ne bom šel zdaj klemno na pogovor, kam šel k njemu domov, kam prvih k njemu, mislim, a me bo zaprl, me bo dal lisice pol gor, ali kaj, mislim, razumete? Kdo je ta človek, ne? In potem bi v bistvu ves ta nemir, ki se pojavi ob človeku, ko prvič potrka na vrata neznanega človeka, ne, spremenil v, tam je poklical, kaj mi je bilo tega treba, zakaj sem se odločil. In bi seveda za svojim iskanjem zunanjih krivcev za moj nemir, seveda ta nemir samo dramatično povečal. In to naredi večina ljudi. Ne, si da mir za neko prioriteto in pol išče krivce, zakaj tega visokega cilja, ki ga ima, ne more doseči. Zaradi zunanjih razlogov. Ne, in velja za radost, velja za sproščenost, velja za duševni mir in različne te kategorije. Ne. V bistvu mi razumete, včasih reče ljudje, ne moreš več kot eno stvar naenkrat zavestno narediti. Ja, ma nezavedno pa počnem še 1000 drugih stvari. Zdaj, ko se pogovarjava, ves čas moje telo skrbi, da ne padem s stola. Sem ravno prav oddaljen od mikrofona in tako naprej. In isto velja za te duhovno-čustvene področje mojega življenja. Ne, torej, ko mi spremenimo nekaj, kaj je meni najpomembnejše, ne, v bistvu smo že naredili eno krivico enemu drugemu delu sebe. Zato je danes tako pomembno razumeti celostni koncept človeka. Ne, in recimo sicer je zopet potrošniško zelo, zelo zlorabljen koncept čuječnosti kot tak, ampak čuječnost je neko orodje, ki nam omogoča dejansko biti v stiku s sabo na tak način, da ti potem ta stik s sabo omogoča, da si v dobrem stiku tudi z zunanjim okoljem. Ne? To je bistvo čuječnosti. Ne? Spet zelo široko področje. A veste, da sem glih to hotel v to smeriti? V smer čuječnosti. Koliko vašim klientom to priporočate, pa koliko je v vašem, kako bi rekel, celem področju psihologije, kako se to tretira, ne? Ker je neka stvar, ki prihaja iz vzhoda, zdaj jo mi zahodnjaki malo po svoje priredimo, ne? Imamo spet neke cilje notri, ne? Kar zgubi malo. Pa tehnike, pa 3 korake, po 14 dneh do tam. Pa kjer je najboljša meditacija. Ne? Malo zgubi glavno srčiko te prakse oziroma ne prakse. Ne? A se vi tega poslužujete osebno? Pa tako me zanima malo glede vaših klientov, a jim priporočite? Pejte meditirati. Tako, ena stvar, ki je meni izjemno pomembna, mogoče, ki jo delam z ljudmi in je pomembno se to izame osebno, je to, da ko začutim tiste vrste čustev, ki me presenetijo, recimo, ali pa so manj prijetna in tako naprej, učim ljudi, se izgleda zelo hecno, ko bom zdaj izrekel, ne, da grejo noter. Ne. Dosti
dostikrat v bistvu naletimo tudi na svetovalce in tako naprej, ne, ki potem v bistvu vse naredijo za to, da se ta anksioznost ne bi vrnila, da se ta občutek neke utesnjenosti, stiske, da bi ga premagali, da bi šli proč. Ne. V bistvu zame je prvi korak sploh, da človek ugotovi, da je to človeško, ne, da se nima kaj bati anksioznosti, ne, da to je on. To je on, da treba sebe sprejeti. In zato imam navado reči, gremo noter, ne? Kateri spomini ti pridejo, kateri strahovi, kdaj si prvič začutil to čustvo anksioznosti in tako naprej. In to je delo na čuječnosti, biti tukaj in zdaj. Ne, čeprav se zgodi, da na tej poti potuješ v mislih, ne? Tja, kamor si prvič začutil to čustvo. Ne? Ampak v resnici greš v sebe, v svoj spomin. Ne potuješ iz časa, izven sebe. Ne? Izven sebe bi kaj pomenilo? Aha, zgodilo se je pri 3 letih. Mama je to naredila. Mama je bela cesta, kako mi je lahko to naredila? To bi pomenilo, da izven sebe potuješ. Ne? Ko potuješ v sebi, v tak občutek, ne? Greš, pri 3 letih, ja, in mama mi je želela takrat dobro, ampak je kričala name. Jaz sem se ustrašil. Takrat bi si želel, da me objame. In to je tisto, kar me spremlja danes. Da ko čutim na ta način, si želim, da me nekdo objame. Hkrati sem pa skregan z ženo, ne vem, prijatelju ne morem reči, da ne gre z mano ven, pa ne me razume in tako naprej. Ne? In zato se ta anksioznost potem bohoti, jaz se zaprem vase in postane to moj naravni sovražnik. In tak primer ene poti. Ne? Ko pa grem noter, ugotovim, kaj rabim. Ne pridem na poti do sebe, ne? In potem seveda bom jaz še vedno čutil strah, ma ta strah se ne bo spremenil v anksioznost. Zakaj? Zaradi tega, ker vem, kaj narediti. Ja, ker razumem. Grem po pomoč. Ja. Ne toliko, ker razumem, ne? Tudi delno, seveda, ne? Mi smo tudi racionalna bitja, nam je pomembno vedeti, razumeti, ma gre bolj za to, ne? Da ko jaz čutim, da sem ranjen, da mi je hudo, da grem po pomoč, da sprejmem sebe kot nepopolno bitje, ki je v tem trenutku nemočna. In rabi nekoga, da me objame. Ne ta Chuck Norris, ta človek, ki obvlada svet, ki drži, ne vem, 6 vogalov, 4 vogalne hiše v rokah, ki se zmeni z vsem, kar je potrebno se zmeniti, urediti in tako naprej, sem zdaj totalno nemočen, mi je hudo in mi je težko. Se počutim natanko tako, kot sem imel 3 leta. Se grem pocrtati, sprejmem to čustvo, ne? In od takrat naprej spet lahko držim vse vogale. Ja, se strinjam, ni čist razum glavni, ampak hotel sem napeljati na to smer, pa me zanima, ker ste veliko o odgovornosti govorili. Ne? Odgovornost, ne, če pogledava, kako je sestavljena ta beseda, ne? Iz sposobnosti in odgovora. Ne? Sprav, jaz imam sposobnost odgovora in tukaj sem jaz mislil, sem se hotel navezati na to razumevanje. Ne? Ker jaz razumem, imam sposobnost odgovora, zakaj se mi nekaj dogaja. Ne? Zares. In tako sprejmem odgovornost. In jaz mislim, da mi vsakič sprejmemo odgovornost. Samo je velika razlika, a se tega zavedamo ali ne. Bom probal razložiti, ne? Zakaj vsakič sprejmemo odgovornost. Zato, ker nosimo posledice svojih dejanj vedno. Ne? Samo, če nismo v stiku s tem, akcija pa posledica, potem ne sprejemamo tako odgovornosti v smislu, kakor ponavadi rečemo ljudje, ne? Ni sprejel odgovornosti. Ampak zares se mi zdi pa, da v svojem življenju niti nimamo izbere, vedno bomo sprejeli odgovornost, ker bomo pač slabše življenje živeli zaradi svojih akcij, ne? Slej ko prej. Me zanima malo, če lahko to pokomentirate. Se mi zdi super razmišljanje, bi pa vendarle ga v eni točki dopolnil, ne? Zavestno sprejemanje odgovornosti in posledic, torej sprejemanje posledic, ima samo od tu naprej, no bi rad dopolnil, ne, še eno stvar. Ne. Vam bom dal na primeru. Ne. Torej jaz grem mimo vas in vas ruknem s komolcem, ne, ker sem vljuden, rečem oprostite. Ne. In naslednjič, ko grem mimo, vas ruknem spet, rečem oprostite. In torej sem odgovoren, sprejmem posledice in rečem oprostite. Ampak odgovoren človek v resnici potem spremeni svoje vedenje. Ne, jaz tukaj dam namenoma, pa sem res discipliniran, ne dajem ne političnih, ne verskih, ne takih primerov. Ne. Ampak bom dal en primer, ker je javen in je istopajoč in jih je kar nekaj in bijejo v oči. Trenutni predsednik države, ne, je sposoben reči, sprejemam vso odgovornost. In pa ne spremeni vedenja. Torej do te polovice, do te odgovornosti, o katerih vi govorite, se strinjam. Ja, zelo odgovorno bitje, vi se zaveda, da je naredil nekaj narobe. Wow. Samo brez, da ti pol spremeniš vedenje.
Ne, on je celo rekel, javno je rekel, ne glejte me kot moralni zgled. Ne? Jaz nisem človek, v katerega bi vi, mislim, halo, kdo pa v tej deželi? Ampak to meni, kot psihologu, pomeni samo eno stvar. Ne? V resnici nisi sposoben nositi odgovornosti, ki jo imaš. Torej, specifična odgovornost na tem mestu je ena največjih v državi, kar je možna. Ne, nisi sposoben, lahko si sposoben, lahko si dober retorik, lahko se dobro pogovarjaš z drugimi ljudmi, lahko imaš najbolj čudovit Instagram profil, imaš veliko res kakovosti in mogoče od 100 imaš 99 prav primernih za predsednika. Si lep, si pameten, si prodoren, si to. Odgovoren nisi, sorry za Aleksandra Zadela, ker ne spremeniš svojega vedenja. Ne? To meni, si predstavljate, sem malo pretiraval, reč miška moja je bom rekel, prekršek. Ne? Ampak nekdo pride domov, nabuta svojo ženo in otroka in drugi dan, ko se strezne, reče oprostite. In čez en teden gre spet ven, se napije in jih nabuta spet in reče oprostite. In pol otroci rečejo, ja se nas ima rad, no se pol nas ima pa zelo rad. Ne? Tukaj bi zelo vulgarno rekel, je to odgovornost. Ne? To ni odgovornost, da se pol opravičiš. Ključ je spremeniti vedenje. In tukaj se potem pokaže ta notranja, globinska odgovornost, do tega, da narediš korak nazaj, da odstopiš, ko je čas za odstopiti, da ne vem, kaj vse narediš za to, da bi pokazal, da si zgled. Ne, se ne rečem, nisem zdaj rekel, da je mogel predsednik odstopiti, zato ker je par neumnosti rekel, ne? Ampak ima pa še veliko rezerve pri temu, kako v tehničnem smislu živi svojo odgovornost. Pa ne mislim, da je slab predsednik ali kaj takega, to ni kritika njega. Vzel sem ga za primer, ker ga vsi poznamo, ker je izstopajoča osebnost. In bi mu privoščil, da ima tudi to zmožnost. Ampak primer tega očeta, ko pride domov, pa ne sprejme odgovornosti za res v našem smislu. Ker ne spremeni vedenja. Ker ne spremeni vedenja. A se vam zdi, da vseeno plača psihološko tekom svojega življenja za svoje nesprejemanje odgovornosti? Ma seveda plača on. Kruto je, ker to ceno nosijo tudi otroci, pa žena, pa bližnji. Del tega računa, ki ga izstavlja. Seveda bomo za ženo rekli, si bi lahko šla proč, kam ne grejo otroci. Ne, si predstavljate, da pride v psihološko posvetovalnico otrok, ki se vrne v tako družino. Ne rečem, dam sebe v prvo osebo, ker sem terapeut, pa klinični psiholog, samo nisem jaz tisti, ki delam v svetovalnem centru za otroke, mladostnike in starše in se vsak dan srečujem s takimi težavami. Ampak si predstavljate, ni še čas za tega otroka odzeti eni družini, hkrati se pa zavedaš, da ga pošiljaš v toksično okolje. Spet tudi ti plačaš račun, na račun tega, da nekdo tam počne jaz bom rekel, kar grozodejstva, ki sistemsko ne moreš urediti, ker svet je analogen, mi imamo pa digitalna pravila. In digitalna pravila ne ujamejo vseh drobcev analognega življenja. To je težava življenja sploh. To, kar ste rekli, glede odgovornosti, se mi zdi tako pomembna tema za neko, če imamo projekt ali pa če imamo midva projekt dobrega življenja. Ampak se mi zdi, da mislim, skoraj stavil bi, da verjamete, da imamo ljudje svobodno voljo. Ko pridemo do teh res zahtevnih tem, ste že prej opazil, poskušam definirati eno stvar. Okay. Torej, kaj je to svobodna volja? Lahko rečem, recimo imam opcijo A in opcijo B, ali bom zdaj spil kozarec vode ali pa ne. Zelo svobodna odločitev, bi rekla večina. V tem smislu. A imamo potem, če bi zdaj z funkcionalno magnetno resonanco gledali vaše možgane, bi tisti, ki bi gledal funkcionalnost vaših možganov v tem trenutku, vedel nekaj sekund prej, da se boste odločili, da boste spili to vodo, preden zavestite ta občutek. Preden bom jaz signal dal, da zdaj sem se odločil. Tako boste rekel, zdaj sem se odločil, bo on rekel, to sem jaz vedel že 2-3 sekundi prej. Tako da mi v bistvu ozaveščamo delovanje svojih možganov, ki sprejme odločitev malo prej. So to vaši možgani, pa je vaša svobodna volja. V tehničnem smislu se je vaša fiziologija odločila na račun tega, kar vi pol rečete, da je vaša odločitev. Enako kot peristaltika, recimo. Jaz nimam dostopa, da se odločim, zdaj pa ne bom prebavljal hrane. In na isti način bi lahko na to gledala. Tako da tukaj gre bolj za pojasnjevanje neke odločitve.
Seveda je pa, ko so prišle te raziskave 25 let nazaj, v bistvu so, če malo parafraziram, anekdotično, so ameriški pravniki so bili navdušeni. In so rekli, super, ta človek ni svobodno zagrešil umora, to so njegovi možgani pripeljali do tega. In pol so ugotovili, da pa v bistvu, veste, kje imamo mi največ svobodne volje in je do akta, ko nekaj naredimo, to, da nekaj ne naredimo. Tega pa ni možno vnaprej. Zadržanje. Ko se vi odločite, da ne boste te vode spili, to pa ne moramo videti naprej, to pa je vaša svobodna volja. In v resnici, danes tehnično velja, da resnična svobodna volja je v neaktivnosti, torej da ne narediš, torej da ne ustreliš nekoga, da ne udariš nekoga, da ne nekaj narediš. Zato jaz pravim, posledice nosimo takrat, ko nekaj naredimo, ma tudi takrat, ko nekaj ne naredimo. Seveda so posledice, ko ne naredimo grdih stvari, zelo lepe, ma včasih naredimo tudi kaj lepega. Nam naši možgani povejo, pejdi tja, objemi tega človeka, mi bi se morali samo odločiti skladno s svojimi možgani, da to naredimo. Je pa, če ne bom tega naredil. To pa je naša svobodna volja. To je en aspekt svobode. Drugi aspekt svobode bi pa združil to, kar so se čisto na začetku pogovarjali o potrošništvu, da večina ljudi razume, da svobodna volja je, da počneš, kar hočeš, kar je velika bedarija. Svobodna volja pomeni, da jaz počnem tisto, kar je skladno z mano, z mojimi vrednotami, mojo etiko. Svobodna volja pomeni, da vi mene ne morete manipulirati, da bi jaz nekaj naredil, kar je v nasprotju z mano, da mi ne morete dati tukaj, en denar pa reči, zdaj pa vrži kamen v tisti avto. In vse me ne bo noben videl, ta denar bom vzel, ni kamen, vsega verjetno ima zavarovan avto, pa bomo vsi zadovoljni. To ni svobodna volja. Svobodna volja je to, da me ne morete v to prepričati. Ja, a lahko malo predebatirava to zadržanje. Ja. Ne vem, če poznate primer, mislim, da je bil Charles Whitman, je bil en množični morilec v Ameriki, ki si en popoldan pač vzel je pištolo in postrelil 7 ljudi, se mi zdi. In obsojen je bil na smrt, z injekcijo, in je samo prosil, da naj pregledajo njegove možgane, da naj naredijo obdukcijo po njegovi usmrtitvi, in so ugotovili, da je imel tumor v možganih, ki je pritiskal na nek del, ki je naj bi bil za agresijo zadolžen. In zdaj jaz razmišljam, Charles Whitman je imel svobodno voljo, po vašem, da bi zadržal to akcijo, ampak imel je pa tumor, ki ga jaz nimam. Zdaj, sigurno bi se strinjal, da imam jaz večjo svobodno voljo od Charlesa Whitmana za zadržanje, da ne pobijem 7 ljudi. Ampak ni pa bila moja izbira, da se nisem rodil kot Charles Whitman, ali pa da nimam tega tumorja. In zdaj, če pogledava na kakršnakoli slaba dejanja, na tega očeta, ki pretepe svoje otroke, lahko greva nazaj, travme, alkoholizem zaradi nekih drugih razlogov. Mogoče so to vse mali, v narekovajih, tumorčki, za katere mi nismo se odločali za njih, tako da nismo krivi. Smo pa odgovorni. In jaz to vedno poudarim, da odgovornost pa krivda je nekaj popolnoma drugega. Zelo dobro, ja. Tako da kaj bi pa na to rekel, recimo? Nekje treba poreči mejo. Mejo med tem, ko družba sama sebe in druge zaščiti pred samim sabo in drugimi. In to je zelo zahtevno vprašanje, s katerim se ukvarjajo strokovnjaki in etične komisije. Zato pa imamo mi, recimo, če o primerih, ko govorite, klasifikacijo umora in uboja. Če mi ne najdemo, kar je kruto reči, seveda ko nekomu nekdo vzame življenje, olajševalnih okoliščin in najdemo namenskost, potem rečemo, je šlo za umor, to pomeni najvišje zagrožene kazni za posamezno, za to dejanje in tako naprej. Čim, ko najdemo tako imenovane olajševalne okoliščine, kot so duševna bolezen, pa duševne motnje in tako naprej, potem lahko to isto dejanje okvalificiramo kot uboj. In so zagrožene kazni pol manjše. Seveda, če bi me zdaj kakšen pravnik poslušal, bi dosti bolj natančno, ampak upam, da sem za najin pogovor dovolj prav,
pa jasno razložil to razliko. Ne. In seveda se potem tudi take ljudi obravnava na drugačen način. Ne. Mogoče v forenzičnem smislu grejo v oddelke, bom rekel, kjer so psihiatrično obravnavani, še vedno odmaknjeni od družbe, ampak obravnavani in tako naprej. Ne. Če bi se verjetno ta Charles Whitman zgodil leta 2020, ne, in bi mogoče v bistvu ne končal na električnem stolu, ampak mogoče res sicer zaprt, ne, ampak na nekem forenzičnem oddelku ene psihiatrične klinike. Ampak zakaj vsi tam ne pristanejo? Ker to je moj point je to, če imamo vsi male tumorčke. Pri Charles Whitmanu smo pač imeli srečo, da smo ugotovili, recimo, zdaj je naša zgodba taka, da je to resnica, ne? Da je zaradi tega tumorja imel napade agresije. Ampak veliko obstaja teh malih tumorčkov, ki jih ne vidimo in jih nikoli ne bomo videli. In zakaj, če to drži, kar je moja teorija glede tega, zakaj vse ne obravnavamo na ta način? Ker je vedno isti... Nisem strokovnjak za penologijo, ne, ampak skandinavska penologija, ne, gre v to smer, ne? Gre v to smer, da demokratične zahodne družbe so smrtno kazen že zdavnaj ukinile zaradi različnih razlogov. En od teh razlogov je bil dejansko to, ne, da v bistvu je to tako dokončno dejanje, ne, ki v bistvu naj bi izključevalo možnost napake in tako naprej. Ne. Pri analizah preteklih odločitev ugotovijo, da je v Ameriki umrlo en kup enih ljudi brez potrebe, ker niso bili krivi in tako naprej. To je en razlog, zelo močan razlog. Drugi, po mojem, še bolj tehten razlog pa je vezan natanko na to, kar vi po eni strani odpirate, ne? Na možnost človeka, da se spremeni, ne? Na možnost človeka, da ne mislim toliko, da ni odgovoren za to, kar naredil, zaradi teh v navednicah, kot jih imenujete, tumorčkov v možganih, ne? Vendarle gre za svobodno odločitev. Ne? Torej, jaz sem lahko v še tako težkih razmerah živel in tako naprej. Ne? V bistvu se dobesedno se predpostavlja, ne, pred posameznika, ne, da ogrožanje življenja drugih ljudi, ne, je nekaj, kar ni združljivo z, tako bolj dramatično, z obstojem družbe kot take. Ne. Torej, katerakoli živa bitja, ne, ki živijo v skupnosti, krdelu, plemenu, kakorkoli že, ne, živijo, ne, v bistvu izločijo tiste posameznike, ki so za skupnost nevarni. V savani včasih to pomeni, da te reciklira savana v enem tednu, da ni več. Ne? V enih primerih potem to postanejo samotarji, ki živijo po svoje, ampak ne prenašajo teh genov naprej. Ne? In človeška družba je tudi najdla bolj ali manj humane načine, kako v bistvu odmakniti iz družbe ljudi, ki v bistvu so toksični za družbo v tem smislu, da ogrožajo življenja, ne? Ogrožajo blagostanje družbe kot take. Ne, v bistvu mi to težko razumemo zaradi tega, ker smo osredotočeni zgolj na posameznika kot takega. Ampak v resnici za človeško družbo, za obstoj, tudi za moj ali pa vaš, ne, je pomembno, da družba funkcionira, ne jaz. Absolutno, in Charles Whitman ne bi smel biti prost. Jaz ne zagovarjam tega. Tako. Ne? Ampak gre se samo za perspektivo, ker recimo, zdaj sem se en primer spomnil, midva hodiva po gozdu in srečava medveda in naj ta medved napade. Recimo, da sva mi dva oče in sin. Ne? In mene ta medved ubije. Vi ne boste zamerili temu medvedu. A veste, kaj mislim? Vi ne boste celo življenje razmišljali o tem, kako mora ta medved plačati za to, kar je naredil. Ta dotičen medved. Ker je v medvedovi naravi bilo to. V taki situaciji je bil, mi dva sva bila v taki situaciji in to se je zgodilo. Ne? Se mi zdi, da ko pa pridemo do ljudi, pa obrnemo ploščo. Ne? In treba človeku maščevanje rabimo. Ne? Ja. Moramo ga kaznovati, ker je kriv. Ne? In jaz samo to, zelo subtilna, samo plošča se zamenja, je pa popolnoma ista mogoče stvar, še vedno je v zaporu, še vedno je odmaknjen od družbe. Ne? Ja, in to je posledica. Ja, in to je posledica za njega. Ja. Lejte, obstaja zelo zanimiva, tukaj na svojih predavanjih res, kjer se dostikrat tudi zapletemo in res rabimo čas, da to razčistimo. Ne? Kakšna je razlika med kaznijo in posledico? Bom dal najbolj preprost primer, da se za sekundo odmakneva od teh kompleksov, ampak zatem s to razlago bova šla lahko tja nazaj. Ne? Se bliža čas večerje in rečemo, Marko,
pripravi mizo, zdaj bo večerja, ne? Bomo jedli. Ne? Marko, star 7 let, 6, ne? Pravi, kaj pa bo za večerjo? Ne? Danes bo pa krompir, pa zelje, pa ocvirki, pa klobasa. Nisem lačen. In mama zdaj ve, da je on lačen, ker je vedno lačen, ker jemo zvečer večerjo, samo ker mu ta hrana ne ustreza, reče, da ni lačen. Drugi treba disciplinirati. Zdaj bo jedel. In seveda poskušamo seveda ga ali podkupiti, ali pa kaznovati. Da če boš malo pojedel, boš lahko pogledal risanke, pa boš šel lahko malo na računalnik, da malo boš pojedel. Nisem lačen. Pol pride ata, ki ne bo s podkupovanjem, bo rekel, kaj, če ne boš jedel, ne boš smel gledati risank. Torej, ista pašta samo z drugega konca. Nisem lačen. In seveda, ko pojejo večerjo, reciklirajo se, gre vsak na svojo stran, otrok previdno ugotovi, da ni več ostankov te hrane in tako naprej, še malo počaka, in pol reče, imamo, no, zdaj pomiti zobke, pižamco pa spat. Sem lačen. In zdaj seveda pride do tega, a bomo tega otroka kaznovali, ali bomo dovolili, da nastane neka posledica. Kaj bi bilo v tem primeru posledica? Da gre spat lačen. Točno to, ker je to vedenje, ta odločitev neposredno povezana z tem, da ni jedel. In bo on razumel, da ko ne ješ večerje, si lačen. In drugi dan bo on točno razumel, da izsiljevanje ima včasih za posledico, da povlečeš kratko. Če pa ga mi kaznujemo, bo pa on jezen. Torej, če se mi zmenimo... Če pa popustimo, se pa on ni tega naučil, da ima njegova akcija... Točno to je najslabše. Zdaj pa lahko ješ ob 10, kar hočeš. Ampak za najn primer prej je v bistvu dovolj dobro razmišljanje. Torej, če mi dva rečeva, da je v neki družbi, se družba odloči, ima zakone napisane, zdaj, če jih jaz berem ali ne berem, je to druga stvar. Ampak je nekako... Pravno nima veze. Ja, ampak po drugi strani, tekom celotnega izobraževanja, življenja in tudi človeške narave, v bistvu še jaz ne verjamem, da pri mentalno zdravem človeku se že kdaj na sodišču pojavilo trditev, ja nisem vedel, da ga ne smem ubiti. Razumete? Torej, vzeti življenje je nekaj, kar ni skladno z zdravo človeško naravo in hkrati v bistvu v družbi dobimo ta feedback nazaj neštetokrat. Da to ni primerno. Torej, vemo, da se ne vzame življenje drugega človeka. In če se družba zmeni, da ob vzetju življenja nekoga odstranimo tega človeka z družbe, je to posledica, to ni kazen. Čeprav še vedno rečemo za psihologa, to ni kazen, je to posledica. Odstranimo človeka iz skupnosti. Kazen pa je vedno, če jaz vas udarim, vi me tožite in jaz vam pol moram dati 1000 evrov. To pa je kazen, ker denar ni nobena posledica. Tako kot ni posledica gledanje ali ne gledanje risank, kako ješ, to je kazen. Oziroma podkupovanje. Razumete, če jaz vozim prehitro in je pravilo, da me odstranijo iz prometa, mi zaplenijo avto, to je posledica. Če pa mi dajo 1000 evrov kazni, ker sem vozil prehitro, seveda sem jezen, ker nima nobene veze s tem, da sem vozil hitro. Na neki način je to posledica, ker nimam tega denarja. Zato sem prej dal definicijo. Kazen je takrat, ko nima nobene zveze z dejanjem, posledica je pa takrat, ko je organsko iz tega pridevanja. Torej si zakrivil nesrečo, ne moreš več voziti. Voziš pijan, te odstranimo z prometa. To je posledica, ljuba duša. Mi lahko rečemo tudi temu kazen, ma psihološko delam razliko, ker nimam drugih besed. Zato definiram kazen kot dejanje, ki nastane dogovorno, kakorkoli že, po zakonih in tako, ki nima neposredne povezave z tistim, kar smo naredili. Torej, zamudiš, evo pa dam 2 evra, ker sem zamudil. Bene zveze. Zamudiš, sestanek smo začeli brez tebe, to je posledica. Vedno ste me kaznovali, ker ste začeli brez mene. Ne, to je posledica. Ja, razumem. Kdaj greva na dopust? Zjutraj ob 9 te čakam pred hišo, greva smučat. Ob 9:15 jaz odidem. Zdaj pa me kaznuješ s tem, ker sem zamudil. Ne, to je posledica. Kaznoval bi te, da te dam v avto in ti 1 uro govorim, da kako si neodgovoren, ker bomo prišli tja, ker bo vrsta, ker ne bomo karte prej kupili, ker bomo pol ure manj smučili, še več. 1 uro, to je kazen, ker nima nobene zveze s tem. Če me razumete, tako ločim kazen in posledico. In bolj zdravo je generalno pustiti, da se posledica izvede. Na posledicah, tako. Na posledicah. Kaj pa glede, tako kot sva rekla, glede svobodne volje, a je vaša intuicija, da je boljše, da subjekt verjame, da jo ima, ali da ne? V bistvu celotna kultura temelji na tem, da svobodna volja obstaja.
ne, in definira človeka kot takega in človeško družbo. Tako da jaz mislim, da skoraj ne gre to za boljše ali slabše, ampak da to je, če izvzameš koncept svobodne volje, potem v bistvu razčlovečiš človeka. Ne. Aha, jaz recimo osebno ne verjamem v svobodno voljo, pa se mi zdi, da imam priložnost tukaj, da obstaja veliko priložnosti za živeti boljše življenje v tem frejmu, v tem okvirju. Zato, ker če je to res, je to ena stvar, ne? Tako, kot sva prej rekla. In že tukaj po definiciji sem jaz usklajen lahko z resnico in je načeloma boljše, ne? Po nekem pravilu vesolja. Ne? Če sem jaz usklajen z resnico, s tem, kar dejansko je. Ne? In to je dokaz, da ni svobodne volje. Ne, to ni recimo s tistim argumentom Charles Whitmana, nešteto drugimi, ne? Recimo se spregledaš ali pa vidiš, da svobodne volje ni. Ne? In zdaj s tem si nekako... Zdaj so pedofili presrečni. Ja, sej, to je tudi zanimiva... Ja, so presrečni, ne? Wow. No, zdaj se midva lahko vprašava za pedofile, ne? Ali sva se midva odločila, da naju ne privlačijo otroci? Po mene te lahko privlačijo otroci ali pa ne, to nima nobene zveze, ne? Ampak dotaknil se ga na spolni način niti približno ne bom. No, to je mene super. Lahko ena gospa privlači še tako, pa ne bom prijel za prsi, če ni moja žena to. In v konsenzu, in v dogovoru, in v prijetnem situaciji, in nejavno. Razumete? To je družba. In to je moja, mislim si, svobodna odločitev, da ne bi šel. Ne? Jaz trdim, da je moja svobodna odločitev to. Ne? In zato v bistvu, ko sem delal z ljudmi, ki so imeli take težave, jaz moram to narediti. Zdaj bom malo se hecal, ne rečem, pozemi kladivo, pa si udari po njem. Ne? In naslednjič, ko pomisliš pa spet, pa bomo videli, kdo bo zmagal, ali boš ti zmagal, ali tvoja volja. Ne? In pol grejo ljudje malo drugače razmišljajo o tem. Jaz si vem, da bom naredil škodo, ma to si želim, naredi sebi. Naredi sebi škodo. Jaz si jo dela. Kako? Ravno s tem si jo dela. Ne? Ravno s tem, ko dela te akcije, si dela škodo. Ne? Samo ne si jo sam naredi bez posledic na druge. To pa je druga stvar, ja. Sem imel enkrat enega otroka, majhnega otroka, je bil, pustimo, kaj so bili razlogi in tako naprej, ne? Je bil izjemno, ki moram tudi izbirati besede, čeprav ne ve nihče, za koga gre in tako naprej, ne? Je bil impulziven, torej z nevtralnimi besedami bom skušal pojasniti, je bil impulziven in je ogromno škode naredil, ampak je naredil materialno škodo, ma je naredil tudi čustveno škodo bližnjim, je udaril koga, tepel, ni bil in tako naprej. In v tistem enem obupu so pač starši, mama je začutila, da bi ga meni tudi pripeljala, ne? In ne vem pol, kako se je končalo. Ena od aktivnosti, ki so jih midva počela, jaz sem ga prosil, da prinese eno igračko, ki jo ima pa res rad. Da ima res rad. Bil se da toliko star, da je že razumel, bom rekel, tudi dimenzijo časa. Ker če bi bil mlajši kot 5 let, če bi se rekel, nikoli več ne boš mogel nekaj, ne bi razumel. Torej bil starejši kot toliko, ma ne bi več podatkov dal. Torej bil starejši. Prinesi eno, ki jo imaš res rad in res pa nesem naslednjič eno tako igračko, nek avtomobilček ali karkoli že in tako naprej. Jaz sem imel pa tam lepo eno tako kuhinjsko krpo sem prinesel, pa kladivo, pa podstavek za tale dilco, za rezati pršut ali karkoli že. In seveda on ni imel odnosa do tega, ko je kaj slabega naredil, ko je naredil in tako naprej. Se je včasih opravičil, v tem smislu, se opravičim in gremo naprej. In jaz sem pač kaj ga imel res, sem ga imaš res rad in tako naprej. In v bistvu, jaz sem rekel, no pa zdaj pa dej pa ga stolči, smo zavili v krpo, da ni letelo, dali gor, pa ja ne bom, to je moj, ja pa dej ga, pa se ni, on je imel kratko zažigalno vrvico, ni minilo 1 minuto, pa ga je že tolku gor, pa nabijal, pa nažigal. Zdaj se mu pa opraviči, Ja, kaj nima veze, se ne bo boljše, Se jama tudi tistim drugim ljudem, pa krožnikom, ki si jih razbil, pa to ni boljše, ko rečeš mami poloprosti, pa ti je hudo. In potem so se začela, pazite, pa je otrok, začela pravi, ja pa meni je hudo, ja pa jaz to moram narediti. Ja, lahko neš kaj drugega tudi,
Ne? In veste, razlika je bila že ta, ne? Da je otrok, pa še vedno govorim otrok, kaj šele odrasli, ne? Otrok je razumel, da mogoče ni nujno, da vržeš kozarec v steno, da vse čas imaš teniško žogco nekje blizu sebe, ne? In da je to velikanski napredek, da to napetost vržeš ven skozi teniško žogco. Me razumete? Se začela delati in je razumel koncept. Ampak jaz bi rekel... In še ena stvar je bila zanimiva. Ko je prišel pa oče z njim, ne, sem hitro videl, kje je zrasla to vedenje. Ne. In oče, kaj je to, kaj ni bo po vrtu naredil toga, pa v šoli niso, že v vrtu se je začelo, ne, pa v šoli ne to, pa tako, Se rekel, gospod, recimo, ko vas na cesti kdo prehiti, pa vi ne mislite, da je prav prehitev, pa je prehiter, kako vi to odkomunicirate, ne? Je umolkno, ne? Je umolkno, ne? Seveda je ta otrok imel svoje tumorčke in tako naprej. In eno od teh tumor je bil oče in njegovo vedenje, ki se je naučil. Zakaj govorimo slovensko? Ker smo se tako naučili. To je eno od teh vaših tumorjev, ne? Torej nekaj, kar pozitiven tumor, da je do vas prišel. Da ste znali pokazati. Ne? Spet si ni on odločil. In tukaj je moj ta glavni. Vas si ni odločil, otrok. Ni ustvaril vas. Od tu naprej se je odločil. Od tu naprej pa ja. Se je odločil. Imel svobodno voljo in je spremenil svoje vedenje. Zdaj sem se spomnil še enega primera, enega zapornika iz Doba, ne? Izjemno agresiven, izjemno patološki, ampak to so terapevtsko skoraj nedostopni ljudje. Ne? In potem v bistvu je enega zabodel, ne? Ker mu je rekel, eno grdo besedo mu je rekel, da ne govorim, ne? Grdo besedo je zabodel. Ne? In potem, ko smo se pogovarjali, če kot študentje in tako naprej, ne? Je rekel, se nisi dec, če ga ne zabodeš, če ti to naredi. Ne? Torej, on nima nobene svobodne volje. Ne? Zakaj? Ker je bil sprogramiran, ne? Tumorčki, ne? Sprogramiran, da če nekdo reče, ne vem, kreten, ne, da ga ti zabodeš, ker če ne nisi dec. Ja. Torej, zanikaš svojo identiteto. Ja. Ne? Zdaj, in ta človek ima svobodno voljo, je zelo omejena, ne? In ima svoje tumorčke, ampak lahko na njih vpliva. Ne? To je lepota življenja, po mojem mnenju. Ne? Da tudi, če jaz rečem, da sem prišel danes v ta prostor zaradi ne vem česa, iz otroštva, iz ne vem kje, iz vesolja, whatever, kaj je vplivalo, ne? Zdaj se jaz zavestno odločim, da tu sedim do konca, recimo, ali kaj takega. Ne? Ja, super. Gledam drugače na to svobodo. Drugo vprašanje od tega, kaj je res, pa kaj ni res, je pa kaj je funkcionalno, pa kaj je nefunkcionalno. Zato sem tudi vprašal. Ja. In tukaj sem jaz odprt, da je pač mogoče bolj funkcionalno, da verjamem, da jo imam. Ne. Ampak mogoče zdaj za konec, ne, želim biti malo spoštljiv do vašega časa. Kaj bi nekomu rekel, ker recimo zdaj sva se dosti pogovarjala o depresiji ali pa o nezadovoljstvu. Ja? Pa tole posluša. Mogoče kaj je prvi korak, ki bi ga vi lahko predlagal, pa bi najbolj koristil na dolgi rok? Tako neka taka kratek začetek. V dve smeri bi šlo moje razmišljanje. Ne? In sicer depresija je v glavnem posledica neurejenih odnosov, v katerih živimo. Ne posledica tega, da imamo malo nižjo plačo, kot bi si želeli, pa malo manjši avto, pa ne vem kaj. Ne. Depresija temelji v osnovi na naši manjši ali pa nezmožnosti, da bi učinkovito upravljali osebne odnose, ki nam veliko pomenijo. Bila tudi za odnos samega s seboj in z našimi bližnjimi in bolj širšimi in tako naprej. To je prva stvar. Torej iskati pot ven iz depresije preko odnosov, ne? Kar je izjemno težko. Ne? In druga stvar, ki jo pa vedno brez sramu povem zelo, zelo naravnost, da brez da dvignemo rit, ne? To je moj slogan življenjski, dvigni rit. Ne? Brez da v bistvu svojim vedenjem, ne, v določenih okoliščinah, ki so lahko strašljivo težke, ne začnemo iskati razlogov in načinov, kako bomo prišli do tistih ciljev, ki si jih želimo, ne, in ki so možni, seveda, ne, so možni, ne, nimamo šans. Nimamo šans. Mi prihajajo ravno z vidika tudi te svobode in zdaj te depresije, taki primeri iz moje prakse, ne.
enkrat je bil en gospod, ki je prišel zbit, potrt, uničen. Ne? Kaj je bila njegova zgodba? Ne? Ženo sta imela 2 otroka in je umrla. Je umrla in je bil totalen šok za njega. Se ni se mogel nikakor pobrati. No? Ampak vendarle so ga prijatelji toliko spravili k sebi, z ženo pokojno sta zelo rada plesala, sta hodila plesati, ne, in sta ga, pejdi z nami plesati. Vedno je nekdo, ki rabi še partnerje, prišel brez in tako naprej. In je šel po nekaj letih plesati, ne, in je začel plesati in je spoznal eno gospo, eno soplesalko in sta se navezala, začela oblikovati stik in tako naprej. In prišel do tega, da je jo povabil domov. Jo predstavil otrokom in tako naprej. In so sedeli za mizo in ona se je zvrnila od mize, je imela možgansko krvavitev, umrla v tistem trenutku. Tako, In seveda, ta gospod je prišel s pritožbo, da vsakega, ki bo imel v življenju rad, bo umrl. Ne? Prišel je pa po enem zelo zanimivem dogodku. Ne? Mislim, da ko so pokopali to drugo njegovo to ljubezen, ne, praktično po pogrebu se je ulegel v posteljo in ni več vstal. Imel 2 otroka, v tem obdobju sta bila stara prvi razredi osnovne šole, ne, 10, 11, 12 let. Ne. 2 otroka je imel in je po enem tednu tega njegovega ležanja v kavču, zjutraj sliši zvodi ura, zakliče njuna imena, ne vstaneta, pravzaprav in sliši, ko se odpravljata v šolo in tako naprej. In preden sta šla v šolo, prideta k njemu v sobo in je mislil, sta prišla dati ljubčka za iti v šolo. Ne. In se uležeta, en na levo, en na desno stran. Je ura, bo treba iti v šolo. Ne? In pol je rekel mlajši od teh otrok. Je rekel, veš kaj, je rekel, če si se ti odločil, da boš crknil, ne, pa bova še midva, bova se ulegla tukaj, pa bova še midva. In takrat je on dvignil rit. Ta stavek je bil budnica za njega, je dvignil rit, je poklical in je dvignil rit. In niti slučajno, da mu je bilo lahko. Ne. Ker ljudje rečejo, ti tako, ko govoriš, zgleda lahko. Ni lahko. Ne. Živeti v takih razmerah, najti smisel v takih razmerah in tako naprej. Je najdel smisel, je najdel način življenja, da je lahko vstal, da se je lahko premaknil in je sfuro brez zdravil. Daleč od tega, da je bilo to njegovo življenje lahko, daleč od tega, da so njegovi strahovi, negotovosti, dvomi izpuhteli, ma je funkcionalno živel v veliki bolečini in je izbral življenje. In je v nekaj mesecih je zafunkcioniral vsaj kot oče, da je otrokom ponudil funkcionalno državo. To je bila njegova izbira, to je bila njegova svoboda in to je bil njegov dejansko odmik od depresije. Ne, zato je pomembno razumeti, ne, da vprašanje, kakšno katastrofo bi zdravila naredila v tistem trenutku za njegovo duševno zdravje in tudi sposobnost biti oče potem. Ne, razumeti, kaj se dogaja. On bi lahko skuhal zajtrk, on bi lahko zbudil otroke pol. Ne. Vprašanje, kaj bi se dogajalo v tej družini z vsemi 3 skupaj, no, ne moram reči samo z otroki, ne, ampak z vsemi 3 skupaj, ne, če ne bi on tega sprejel. Ne. Tako da tisti, ki smo svojci ljudi, ki utegnejo imeti težave z depresijo in tako naprej, dajmo jih aktivirati, dajmo jim pomagati, da dvignejo rit, da dobijo kondicijo, da začnejo urejati odnose in tako naprej. Ne s tem, da jim solimo pamet, ampak da jim pomagamo, da vstanejo, da grejo med ljudi, da se začnejo pogovarjati. Je težko, je praktično nič težjega. Ne? Tako nekdo, ki bi bil, ne vem, 2-krat pretežek in bi si dal za cilj, da bo pretekel maraton. Praktično reč nedosegljiv cilj, pa da bi si jaz odločil, da bom splezal na Mount Everest. Se mi zdi nepredstavljivo, ki ne grem skoraj na Triglav. Ne? In se zdi nemogoče in si obupan. Je pa to povezano s tem, a boš živ ali ne boš, ne? Če greš na Mount Everest. Ne? Kako to? Ne? Ali pa nekdo reče, trže vse v tebi, ne? Samo ljudje, ki zdaj sem pač namenoma dam te besedne zveze, ne, ki se odločijo in za odgovornost, to, kar se uporablja danes, ne, in za svobodo, ne, v bistvu ne zato, ker je lahko, ampak ker je prav, ker je to njihova odločitev, da bojo vzeli življenje v svoje roke. Ma že vzeti življenje v svoje roke ne pomeni,
da bom jaz okoliščine spremenil, ampak da bom jaz v kakršnih okoliščinah bodo, ne, v bistvu naredil tisto, kar bo dobro za me, za skupnost, za bližnje in tako naprej. Ja, dela tisto, kar je dobro v trenutku, kjer si. Tako. Najlepša hvala za vaš čas. Z veseljem.